Stanovanje na Kongresnem trgu v Ljubljani je eno najbolj nevsakdanjih, ki smo jih doslej predstavili. Njegovo prenovo so zasnovali v biroju Sadar Vuga. Če bi ga želeli na kratko opisati, bi morali izpostaviti izrazito dvojnost tega doma. Večji del je nekakšen industrijski loft, njegovo nasprotje pa je interpretacija nekdanjega meščanskega salona. Tole stanovanje v Ljubljani na Kongresnem trgu je zelo posebno in vendar ima en tak skupni imenovalec, saj jaz ga vidim. Neka dvojnost iz enega prostora, ko vstopiš v drugega, je bistvena razlika. Kdo je pravzaprav bil tisti, ki se je tega domislil? Do te ideje smo prišli na teh naših skupnih sestankih. Zelo veliko se pogovarjamo z investitorjem, že od vsega začetka, vmes med projektiranjem, tako da zelo veliko ideje izhaja iz obojega, iz želje investitorja in iz želje arhitekta. Podobno kot je nevsakdanja zasnova, v kateri se srečujejo manj znani pojmi, kot je loft, je tudi nabor gradiv, ki obdajajo stanovalce v tem domu, nevsakdanji. Betonski tlak, kovinska mreža na stropu, aluminijaste in pleksi plošče. Pa začnimo pri tem, kaj sploh je loft. Torej, lofti so se pojavljali na začetku v Angliji in v Ameriki in v bistvu so na začetku umetniki naseljevali opuščene tovarne, v bistvu tiskarne, mizarske delavnice in so si uredili tam stanovanja. V bistvu kasneje je pa to ratalo popularno, tako da zdaj veliko filmskih zvezdnikov živi na ta način. Stanovanje ni posebno veliko, meri okoli 90 kvadratnih metrov. Podoba, kakršno ponuja danes, v ničemer ne spominja na njegov videz, preden se je lastnik odločil za obnovo in se povezal z birojem Sadar Vuga. Jaz mislim, da je to stanovanje samo en del velikega meščanskega stanovanja, ki se je najbrž krožno nadaljevalo še v to smer. Ko smo mi začeli s prenovo stanovanja, je v bistvu to stanovanje bilo že parkrat prenovljeno. Tako da je zelo izgubilo, v bistvu je bilo zelo v skromnem stanju in je s časoma zelo veliko izgubilo, tako da nismo videli te originalne meščanskosti v stanovanju. V tem stanovanju je vse zares temeljito premišljeno. Ko obiskovalec vstopi in se odpravi, kamor ga vodi hodnik, gre mimo spalnice in jedilnice na eni strani, ter mimo kopalnice in kuhinje na drugi. Obdaja ga minimalistična, enobarvna atmosfera, dokler ga na koncu hodnika ne preseneti prostor, kakršnega gotovo ni mogel pričakovati. V bistvu ta del je ena sodobna reinterpretacija meščanskega salona. Salon smo orientirali po diagonali in sicer je to diagonalo narekovalo tole okno, ki ima najlepši pogled na trg. V bistvu je okno balkon in v bistvu smo torej to opremo obrnili po diagonali. V kontra temu balkonu smo pa dali en velik kamin. Barve so izbrane posebne, v bistvu so osnovne barve, vendar to je smrekovo zelena zofa, indigo moder fotelj in melancana mizica. Na tleh je vintage parket. V bistvu to dobesedno pomeni, da je parket iz francoskega dvorca, ki je prenovljen, oljen in na novo zmontiran v tem vzorcu. Na stropu pa je v bistvu ena zelo posebna stvar in sicer je ogledalo. To ogledalo je ena sodobna interpretacija iluzionistične baročne poslikave. Tlorisno je prostor zasnovan tako, da ima zelo veliko omar. Te omare so tudi skrite za temi premičnimi stenami in to, da je veliko omar, je bila tudi želja naročnika. Okna v salonu zastirajo s težkimi zavesami. V sodobnem delu stanovanja pa se pred radovednimi pogledi skrivajo s posebnimi paneli. Gre za lahke okvirje, čez katere je napeta prosojna tkanina. Tudi jedilnica je svojo minimalistično opremo usklajena s konceptom lofta. Miza je mat, v bistvu je iz enega mikropigmentiranega betona. Stoli so od slovenskega oblikovalca Kralja in so posebno izdelani za ta prostor, ker so v bistvu tapicirano, imajo tudi naslonjalo, kar v tem tipičnem stolu prejšnjem izvedbi ni bilo možno. In kakšni so prostori, ki ne manjkajo v prav nobenem domu, recimo kopalnica in kuhinja?
Še ena posebna zanimivost tega stanovanja je odprta kopalnica. V bistvu je zelo centralno postavljen tuš, ki je transparenten, v bistvu je omejen s steklenimi stenami, vendar je pogled na tuš direktno iz jedilne mize. Seveda je pa možno s temi drsnimi stenami ta pogled tudi zastreti. Osvetlitev je ključni element vzdušja v stanovanju. Torej, v tem delu, v loftu, je osvetlitev enakomerna, v bistvu cel prostor je enakomerno osvetljen. V salonu je pa osvetlitev ambientalna in se s posameznimi viri svetlobe lahko ustvari različna razpoloženja v prostoru. Stanovanje so svetili opremili v podjetju Sterle Svetila. Naročnik je pri izbiri dal prednost kakovostnim svetlobnim virom, oblikam in izvedbi svetil. Za to stanovanje so kot za večino projektov zasnovali raziskavo z izračunom svetlobe. Z načrtovano svetlobo so dobili dinamiko v prostoru, s pravilnim izborom svetlobnih virov pa nizko stopnjo bleščanja. Poigrali so se z osvetlitvijo oniksa na kaminu, kajti s pravilno izbiro svetil in svetlobnih virov se lahko scenografsko poudari arhitekturne detajle. Izstopajoč je unikaten lestenec v dnevni sobi, ki so ga v sodelovanju z arhitekti izvedli v Sterle Svetilih. V kačaste nočne lučke v spalnici pa se je lastnik zaljubil na prvi pogled. Velikokrat se premalo zavedamo pomena svetlobe v naših bivalnih in delovnih prostorih, čeprav je to pomemben element, ki prostoru da piko na i ali pa mu jo odvzame. V podjetju Sterle Svetila vam že v začetni fazi opremljanja svetujejo, načrtujejo in izdelajo svetlobne projekte. Njihove strokovne rešitve zagotavljajo izbor kakovostnih svetil, funkcionalno in ambientalno svetlobo, ki zagotavlja udobje in zdravo bivanje. Pred 2 letoma je na prireditvi Mesec oblikovanja prav to stanovanje prejelo nagrado za zasebni interjer leta. V obrazložitvi je komisija med drugim zapisala: To stanovanje zagotovo pomeni enega boljših, celostno dovršenih stanovanjskih interjerjev zadnjih let.